Čeprav danes obeležujemo Evropski dan brez avtomobila, se je zdelo, da v štajerski prestolnici današnji dan od ostalih ni potekal prav nič drugače. Ste se mogoče že kaj vozili danes z avtomobilom? Sem se vozil, ja. Zakaj pa? Ker drugače ne gre, nažalost, v Mariboru. Danes ja, do mesta, ne. Ne morem drugače, da se ne bi peljala. Tako da. Zakaj ne? Težko z otrokom, ne. Da bo ideja brez avtomobila zaživela, bo treba očitno izboljšati alternativne možnosti prevozov. Če bi bilo mestni center, da je bil zaprt, bi potem, na primer, vsaj javni prevoz ali pa brezplačno uporabo koles mogli omogočiti. Letos se tako že drugo leto zapored na dan brez avtomobila ni bilo mogoče brezplačno zapeljati z mestnim avtobusom. Videti morate, da se v naslednjem letu izbira nov koncesionar, poteče pogodba Veolia in nekako se nismo mogli dogovoriti v tem letu z njimi, da bi omogočili vsaj ta dan brezplačen potniški promet. Očitno so današnji dan nekoliko drugače preživeli zgolj naši najmlajši, ki so na Trgu Svobode spoznavali čare vzgojno-preventivne igre. Kaj ste pa delali? Balvali smo, pa da logo tipali, pa ugotovili, kaj je not. Lisili. Znaš lepo risati? Ja. Želimo otroke spodbujati k temu, da bi tudi svoje starše kdaj spomnili, da ni potrebno za vsako stvar, na vsako krajšo razdaljo iti z avtomobilom, ampak se lahko sprehodimo, tudi do vrtca in šole lahko gremo peš ali pa s kolesom. Čeprav je bila večina mestnih središč danes zaprta za promet, v Mariboru poleg Svetozarjevske ulice, ki je zaradi del zaprta že dlje časa, ostalih cestnih zapor ni bilo. Svetozarjevska je tako bila ena izmed bolj prometnih povezav v mestu, ki je zaprta zaradi prenove Trga Leona Štuklja in verjetno bi povzročili prevelik kaos v nekem trenutku oziroma v tem danem trenutku, če bi še dodatno zaprli 2-3 ulice. Mi je pa žal za to, še enkrat pravim, ker mislim, da je to tista dobra, prava poteza.